Živijo, jaz sem pa Jure Jakob. Pišem pesmi, se pravi, da sem pesnik. Začel sem kot pesnik za odrasle, potem pa je prišel en čas, ko sem začel pisati tudi otroško poezijo. Ne kar tako, ne kar zlepa, ampak mislim, da je to bilo precej povezano z mojim osebnim, zasebnim, družinskim življenjem. Namreč pred zdaj že 11 leti se je rodila moja hči in ko je prišla ona tako, ki je že znala govoriti, pa ki so jo začele raznorazne stvari zanimati in se je začela srečevati z knjigami, sem tudi jaz začel malo razmišljati o literaturi za otroke. Potem pa je tu seveda pomembno vlogo odigrala tudi moja žena Anja, ki je pa po poklicu slikarka. Tudi zaradi njenih spodbujanj mislim, da sem se v pisanje otroške poezije zagnal še z eno večjo zavzetostjo. In tako je potem prišlo do tega, da sem napisal nekaj pesmic, ki so bile vse na tak ali pa drugačen način povezane z morjem. Anja je pa že v tistem času na te pesmice naredila nekaj likovnih, slikarskih, ilustratorskih predlogov in tako smo potem prišla počasi do tega, da je nastala prava pesniška slikanica z naslovom enostavnim in vsem razumljivim Morje. In za začetek bom prebral eno pesmico, ki je mogoče prav prva pesmica, ki sem jo jaz za otroke napisal. Naslov te pesmice je pa Riba. Riba sledi ribi. Živijo v podvodni kolibi, v kateri je shranjen morski zaklad, ki ga vidiš, če imaš ribe res rad. Riba sledi ribi. Med strmimi morskimi hribi se premika ribja jata, ki se blešči, kot da je zlata. Ena riba odplava stran. Vsi jo iščemo. Cel dan. Zvečer se vrne. Še sreča. Ribe zaspijo, zaklad se še malo poveča. No, tale prva pesniška slikanica Morje je med nekaterimi bralci naletela še na kar lep odziv in sprejem, zato sem bil nekako nagovorjen in spodbujen, da s pesmicami za otroke še nadaljujem. In hitro za tole prvo knjigo je nastala tudi druga z naslovom Skrivni gozd. V Skrivnem gozdu se moja poezija iz morskega prizorišča preseli v gozdove in bi rekel, da glavni
junaki, glavni nastopajoči v njih so seveda živali. Za Skrivnim gozdom pa je nastala knjiga z naslovom Tri vrane splatane. Pravzaprav se vrane pojavijo šele v zadnji pesmici te knjige. Glavni junaki knjige so pa kar razna drevesa. In sicer vsaka pesem je naslovljena z enim drevesom. In potem imamo pač, vsako drevo ima eno svojo zgodbo in neke zanimive pa tudi hudomušne stvari, ki se pod njegovim okriljem odvijajo. Pa najboljše, da kar preberem še eno pesmico iz te knjige. Pa mogoče, če izberem Hrast. Po hudih bojih z bataljonom Bolh se na Hrast povzpne kralj Polh. Polhi so si izborili oblast, za svoj grad so si izbrali Hrast. S Hrasta je prav lep razgled in kralj zdaj skliče polhovski posvet. Na posvetih pride kar veliko, a vsi še niso slišali za oliko. Brez olike slišijo bolj malo in še tisto vzamejo za šalo. Šaljivci si skačejo v besedo, veselo zganjajo sijajno zmedo. Zmeden Hrast prasne v smeh, polhi pa popadajo po tleh. Tla so polna bolh. O, boj se, če si polh. No, tako je z hrasti in polhi. V zadnji knjigi, doslej moji za otroke, pa so tele vrane iz naslova prejšnje knjige v resnici prišle bolj v ospredje. In sicer se v vranih potovanjih vrane srečujejo ali pa prevažajo z različnimi prevoznimi sredstvi. In vrane so zelo, bi rekel, one zelo dobro vedo, kaj jim je všeč in kaj jim ni všeč, zato nekatera prevozna sredstva odločno zavračajo in se jih izogibajo. Druga, tista, ki mogoče v tem našem času niso najbolj priljubljena ali pa sploh niso več v rabi, tista so jim pa običajno bolj po godu in se jih rade kdaj poslužijo ali pa jih pač jim namenijo odobravanje. In iz te knjige se mi zdi, da bi bilo lepo prebrati eno pesem o saneh. Sani so namreč vranam kar po godu. Sani. Dol zmrzlih karavank prihaja karavana sank. Skozi ledeni piš drsi, mehko pelje med vasmi. Že se bliža naši hiši, že se sliši sem do nas, sankači so prišli v vas. Zdaj so za hip počili, kučme sneli,
se razkrili, to so same bele vrane, iz drugih časov sem poslane. Zdaj spet poženejo sani, v suh pršič se zima zavrti in že jih ni in še sneži.